Zgledaš pa, kot bi imel jetlag. Tudi počutno se tako, noš verjel. Enega smo izgubili. Ja. Ja, Antiša je misteriozno zginil. Evo, dragi poslušalci, poslušalke, oziroma v tem primeru gledalci in gledalke, tako zgleda, ko Antiša sredi epizode misteriozno izgine, ponavadi na koncu epizode in ga ni več nazaj, ker smo na začetku upamo, da se bo danes vrnil. In to se Evo, nam vidi tudi zgodilo. njega, evo. To je samo zato, da pokaže majico. Ja. A se še obrnem, še hrbet pokažem. Sponzorji pa to, kaj pa? Kaj pol kar začnemo, veš, da smo v tej rundi daleč v zgodovini, debeli, dolgo let trajajoči zgodovini podcasta LDGD, je tokrat največje izenačenje za Politbizarko. Do zadnjega smo se tako hoteli pobiti, z izjemo Aljaša, ker smo mu uturili zmagovalno. Ja, hvala. To sta te ona dva. Jaz sem rekla, dala na izbiro, sem rekla, kaj mislite, da bi bolj pasali Aljažu, in sta oba dva tako pač rekla. V resnici si ti podvalila Bizarko, ki je z naskokom zmagala v mojem primeru. In me prosila, da sem jo poturil Aljažu in sam sebi vzel zmago. Se vidim, to prelaganje odgovornosti, vidim, da bi leviči za slovensko politično žlobodro, da o največjem demokratu in borcu za človekove pravice ne govorimo, ki je bil takoj za to, da se meni nekaj poturi, Antiša. Absolutno. Antiša, ti se mi zdi že nervozen in pripravljen, da gremo in da že minute nam šteješ spet. Ti razglasi zdaj zmagovalca? Razglasitev je takšna, da zmagovalca oziroma zmagovalke ni. Imeli smo tokrat, za tiste, ki nimate računa na Twitterju, smo imeli posebej še glasovalnico odprto ekstra. In zdaj na Twitterju je bilo 32,6% za zmanjkalo bi papirja, Andraž, to si bil ti, ne? Pa tujka migrantka Čefurka, čisto izenačena, pa z rahlo, v bistvu z enim glasovom zadej je bil Antiša svojo espeizacijo preganja SP. Pol smo pa prišteli še to peščico glasov, ki je prišla ekstra. Po pošti. Glasovi po pošti. Vedno naredijo dar Martin. Iz Argentine, Avstralije pa Kanade. Tako, iz tujine so pa popolnoma spremenili. The election was rigged. So pa takoj zmanjkalo bi papirja, samo zelo majhen 10% glasov, kot se reče, dobil po pošti. Sta pa glih enega več dobil espeizacijo preganja SP od tujke migrantke Čefurke, tako da smo se na koncu izenačili. Imamo dva na prvem mestu, prvič v zgodovini LDGD Politbizarke, in nauk zgodbe Pengovski je. Nauk zgodbe je, da vsak glas šteje, ker če ne glasujete za Politbizarko, pol zmaga unata druga. Zapomnite si to tudi junija, pa naslednjička gremo na volitve, pa na vseh tih referendumih, skratka, prst svinka Hafnerja. Iti, druže Slobodane. Samo ti kažem to. A druže Slobodane, razmislite dobro, ko in ćete putom ići. Hodoš se nam je zgodil, hodoš. Hodoš, ja, točno, bravo. Jenač, pojmo v novo rundo, v novi rundi pa ajde Antiša, ker si deliš prvo mesto na Vali, kaj je tebe navdušilo? Ja, jaz sem bil spet v dilemi, moram reči. Najprej sem za Bizarko tega tedna, a boga mi šire, hotel nominirati zavezo Gibanja Svoboda, namreč to, da bo kandidat za Evropsko komisarko moral prevzeti tudi nosilno mesto na kandidatni listi za evropske volitve. In kar naenkrat s pojavom Tomaža Vesela je namreč ta zaveza izginila in je ni bilo več. In toliko bi rekel za uvod o verodostojnosti služb, ki se vam ponujajo morda iz vlade. Potem sem pa dan zasledil nekaj še mečken bolj eksplozivnega. Namreč
Levica je predstavila predlog, da bi tiste podjetnike, ki vztrajno in ponavljajoče se kršijo delavske pravice, preprosto razlastninili. Lastnino v njihovih podjetjih pa bi prepisali na, kot sem razumel, delavske zadruge. Super. Nekaj tazga je leta 1984 so Pankrti že ubesedili, Pero Lovšin je pa odhropil na rdečem albumu, ko je pel: zemljo dajmo kmetom, dajmo delavcem tovarne, oblast dajmo oblastnikom, dajmo svet svetnikom. A ne, Andraž? Yes. Skratka, spet smo priča eni revolucionarni logiki iz leta 1917 ali pa morda 1945, in ker smo že v tem duhu časa, bi jaz tukaj res ne bil preveč polovičarski. Tovariši in tovarišice, treba je stopiti v korak z duhom časa, v katerega se ritemsko očitno premikamo. Zato bi centralnemu komiteju Levice predlagal razmislek o bolj učinkovitem pravnem sredstvu, in to je smrtna kazen. Šus v glavo. In potem bomo videli, kdo si bo še upal izvajati malverzacije. Dobrodošel v klubu. Firme si bomo pa potem že med sabo razdelili, tako da bo za vse v redu. Podvukal je na kraju svog izlaganja. Antiša, hvala lepa. Vidim, da nadaljuješ to, kar je v prejšnjem krogu bilo, ne? Tvoja rdeča... Jaz sem dosleden. Ti si dosleden, tako. No, pa Antiševa rdeča nit. Rdeča nit. Ja, no, pa če smo pri doslednosti, pol bi mogoče jaz nadaljevala, če dovolite. Jaz pa, mene najdba tega tedna, zadnjega, je pa premier Golob na Instagramu, kako je obeležil dan zdravja, ne? S pozivom, malo me je spomnil na tisto akcijo. Jaz ne vem, ali je bila v 80-ih, ampak malo sem googlala, pa so mi začele padati stvari iz 80-ih ven. Sonce, voda, zrak, svoboda. Zdaj jaz že po defaultu res rada spremljam politike in političarke na družbenih omrežjih, ker me seveda zanima, kako gor komunicirajo, kjer je treba malo drugače ta stik z občinstvom pelati, kjer se ceni, ne vem, iskrenost, spontanost, neformalen način komuniciranja. No, in po tistem, ko je Svoboda in premier, kaj so od novembra dalje, Andraž, nekje beležili zelo slabe rezultate na teh lestvicah priljubljenosti, so sprejeli eno novo komunikacijsko strategijo in v stilu te strategije zdaj poskušajo, se malo bolj imamo novega podministra oziroma podpredsednika vlade za komuniciranje, pa tudi premier Golob poskuša malo drugače, predvsem na Instagramu, in ob tem dnevu zdravja je tako zavikani rokavi, sproščeno oblečen ob morju, rekel, da je šel malo. Sem se razbigal, spočil živce, zdaj šel pa še nekaj zdravega pojesti in bo dan perfekten. Van to pade kaj v oči, ampak zelo probajo jim razlagalci, kako nastopati, reči pa malo dajte z rokami, ne? Ampak to z rokami lahko zelo hitro izpade precej leseno. Tako da on je mene v tistem videu spomnil kar na enega gospoda, ki je malo starejši, pa se trudi, da bi malo mlajši izgledal, tako da doživlja eno novo pomlad in pol proba biti malo bolj modern, pa da bi izpadel bolj cool, kakor v resnici je. Tako da meni so te nastopi njegovi na Instagramu tako kar malo mejni, no. Pozdravljam to novo komuniciranje oziroma poskuse, da se na drugačne načine približamo gledalcem, poslušalcem, volivcem in volivkam, ne. Ampak ena taka spontanka je bila kot tista, se meni zdelo kot tista z Ano Roš in Mišlenovimi zvezdicami. Tako da to je moja nominacija. Vidim, da sem vas puno smeh spravila. Da smo se na podoben način dolga leta nazaj zgražali nad Borutom Pahorjem. Ja. A vidi, kud je stigo, ne? Takrat se spomnim, da na Twitterju predvsem je bilo veliko zgražanja. Mene so tudi za komentarje sprašvali, pa kako je to možno, pa ne vem kaj, pa kako je to komentiral, pa sem jih opozoril, da je sedaj Twitter ena zelo ozka omejena skupina, ki nima prav veliko vpliva na konc dneva, ko pridemo na volišča. In glej, ne, Pahor je na koncu še enkrat zmagal, ne. Nič mu ni škodilo.
o kontrær bi rekel, tako da bomo videli. Ja, mislim, da gre, itak. Pahor je odlično deloma dela na Instagramu, ne? Ampak eden je Pahor. Okay. Gospod doktor, izvolite. Ajde, doktor. Zdaj sem videl na televiziji, da si diplomiral, tako je doktoriral. Doktoriral, mislim, že 15 se mi zdi. Jaz ne vem, odkot to pride, bom zdaj javno ponovil, to, kar mi tudi v Twitterju gor piše v nam akantu, nisem zares doktor. Hvala, razumem, odkje prije to, razumem, laskam jih, seveda. Zelo bi si želel to narediti, če bi mi čas dopuščal, ampak ne, nisem. Moja bizarka je pa, moja videopolitbizarka je pa v bistvu danes policist bizarka. Seveda bom nominiral akterje in dogodke, ki so pripeljali do vse splošne panike v sredo 10. aprila v delu javnosti vsaj. Če na hitro obnovimo, potem ko je nekdo na 24 ur v komentarju pod novico o strelskem pohodu na Finskem zapisal, da se bo v Sloveniji nekaj podobnega zgodilo 10. aprila in je uredništvo ta komentar po 3 minutah izbrisalo, obvestilo pristojne, se ni zgodilo nič. Ne? En teden praktično se ni zgodilo nič, potem pa je policija začela pozivati šole k preventivnemu ravnanju, čeprav je verjetnost napada majhna in tako naprej. In to so menda počeli selektivno, ker se je pritožila tudi predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, da so nekatere šole dobile obvestila, druge ne. In kar je sledilo v bistvu res za učbenike. Če skrajšam posledice tega nespametnega ravnanja policijskega, so se rezultirale na dvorišču ene znane ljubljanske gostilne po šolski prireditvi, kjer so se osnovnošolke med sabo izmenjevale vesti, kot so, da bo jutri Rusija napadla največjo osnovno šolo v Sloveniji, pa da je to seveda res, ker je tako povedal predsednik v 24 ur. In zaključki so bili tudi dosti jasni, najbolj, da ostanemo doma, pa zakaj ne kar 2 dni. Zdaj, kaj je tle bizarnega? Ne? Predvsem to, da je policija na eni strani trdila, da niso bili izpolnjeni znaki kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki bi jim dajali osnovo, da zahtevajo dostop do osebnih podatkov avtorja tega komentarja. Ne? Ampak v naslednjem koraku so pa povzročili splošno paniko. Skratka, v odsotnosti znakov splošne nevarnosti smo dobili splošno paniko, kar pomeni, da bi v bistvu morali prijaviti sami sebe. Potem je sledilo še Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je začelo pozivati starše, ki nekateri vsaj tudi jaz med njimi nismo resnici, zakaj gre, da ne mirimo otroke in nam dali en kup nasvetov, malo spominja na tista priporočila na IAZ, kako ne pozabiti otroka v avtu poleti. In s tem seveda še dodatno prililo olje na ogenj, kot se reče, in je bila panika vse splošna. Medtem je pa policija še kar vztrajala, da ni znakov povzročitve splošne nevarnosti, da bi lahko oni zahtevali vpogled v osebne podatke. Med drugim so se celo izgovarjali, da tudi če bi to bilo in če bi se lotili tega, da mogoče najverjetneje niti ne bi našli, ker ni nujno, da je IP isti kot IP avtor in tako naprej, medtem ko je 24 ur že prvi dan jasno dalo vedeti, da imajo vse podatke od tem, kdo je avtor, samo da rabijo pač zakonit predlog oziroma zahtevek, da to razkrijejo. Nijedne nema bolje. Najprej sem zdaj še jaz na vrsti. Moja bizarka pred pol ure je bil Borut, danes že večkrat omenjeni Borut Pahor, katerega Instagram karijera ga je zdaj pripeljala očitno do tega, da praska pod nos voda in hoče biti posebni odposlanec Evropske komisije za odnose med Prištino in Beogradom. Moje vprašanje je tukaj, hočemo, da se vojna začne nazaj jutri ali pojutrišnjem, ampak o tem, kje drugje in kdaj drugič. Namreč bolj bizarno se mi zdi to, da je 2 tedna potem, ali 3 tedne potem, ko je zagotavljala, da je z inflacijo na znesku prenove jeseniške železniške postaje vse v redu. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek kar naenkrat ugotovila, da zdaj pa je treba to stvar pa res revidirati in treba natančno pogledati, kako in kaj. Jaz sem sicer mislil, da najprej pogledaš in potem rečeš, a je dvig cene upravičen ali ne, ampak očitno na ministrstvu mislijo, da čas teče v uno smer in to se mi zdi precej bizarno.
Ja, koliko 170 milijonov, ali koliko je zdaj po ta zadnjih, ne? Lej, Nova. Kar lej, nekaj. 100 milijonov tukaj, 100 milijonov tam, Ja. ker naenkrat govorimo o resnem denarju. Ne? Fakt. Začel se je z 80. Ja. Ja, Ker leta 100 milijonov 22. pač ni resen denar, kaj ne? Ja, da? ne sej. Lej, eno so sendviči pa za ston pijačke, 100 milijončkov, 170. Ja, in kaj pa le litiska tle drobiš, ne? Ja, itak ne. Za koliko litiskih se je povečala cena? Pa za koliko plač mladih zdravnikov, ali koliko že? Koliko domov za starejše? računalnikov za ta denar kupimo? Ja, recimo. Ja, to je to. S tem zaključujem sejo video Politbizarke. Želi še kdo kaj pripomniti? Glasovnice bodo, oziroma glasovanje bo omogočeno na Twitterju in v posebnem Google Forms dokumentu. Če ne bo zmanjkalo papirja, ne? Ja, pa Ja. tako. In Antiša, če sem dobro znal, pravilno prebral, imaš ti možnost ene krasne bizarke že v naslednjem krogu, ki se navezuje na tvoje politbirojevce, ki si jih nominiral danes v zvezi z tem, kaj bi morali narediti zgradbo NLB-ja, ki jo NLB prodaja. Kaj bi morali narediti, da ga nisem razumel? Ne prehitevej, to še Čakaj, ja, pride. ne, tle je pika zdaj, kaj je konc. Ja. Zdaj smo povedali. I will say no more. Nič, glejte, glasujte, klikajte, naročite se na Metina lista YouTube kanal, naročite se na vse podcaste, še posebej pa na LDGD, pa mami pa teti tudi povejte. Tako, jaz grem pa zdaj na tenis, vi pa kam? Kamor smo. Jaz Na grem na naslednji kosil. sestanek, kam nekam, kdo pa lahko tenis igra Srednjeva, ne? Ja. Ne, nekaj srednjeva je, ne da se delati. Privatniki. Pila Nataša, ko te bomo razlastili, boš pa Ja. tenis igrala. 5 minut pa imam naslednji sestanek, ne? Ajde, ej, Za 4 ure, da se Čau. odštemplam.